Ja, ne morem živeti brez notranje spokojnosti, ne? Brez duhovne potešenosti. Ne? Ampak v začetku sam ne izhajam iz neke, bi rekel, verne družine. Ne? Navzven mi je bilo nudeno praktično vse. Ni bilo revščine. Starši so bili, kot so starši, dobri, imeli so me radi, ampak vedno sem iskal potešitev. Ob telesni, ob čustveni, torej sem iskal, ni bilo še nekaj še manjkalo, ne? Neka duhovna spokojnost, bila je v ozadju neka duhovna tesnobnost, nekaj še v meni ni bilo objeto, nekaj še v meni ni bilo potešeno. Sam imam tudi zelo slab občutek, če ne morem dobro dihati, mislim fizično, ne? Me moti že niansa v mojih pljučih, ne? Hočem na polno dihati, ampak očitno ne samo fizično, ne samo čustveno, ampak je še ta razsežnost v srčiki naše biti, ne? Ta duhovna razsežnost. In tu je nekaj manjkalo, ne? In predvsem sem iskal, zdaj rečem, izkustvo Boga oziroma izkustvo tega, čemu rečemo Bog, kajti tudi Bog je zelo, zelo zlorabljena beseda, ne? Zato recimo temu, kar rečemo Bog, in predvsem se mi je v izkustvo razodelo kot ljubezen, kot duhovna potešitev, kot tista pika na i, da diham na polno v celostni resničnosti. Torej, bil sem srednješolec, iskalec, ne? In v nekem trenutku se spomnim, ko sem šel gor v Celju, ne, kjer sem doma, po kapucinskih štengah, to je v parku, so take stopnice, ki vodijo v cerkev Svete Cecilije, kjer je kapucinski samostan. In potem, ko sem prišel gor, sem pogledal, če me kjer ne vidi, ne, ker mi je bilo nerodno iti v cerkev. Ja, in potem sem stopil noter in sem se usedel. A ste bili prvič takrat v cerkvi? Ne, pri nas doma je bila verna od očeta mama, ne, tako da smo za Ljubimir sem hodil v peruku. Ja, zakaj pa vam je bilo nerodno, če smem vmes? Ja, glej, meni je umrla stara mama, ko sem bil od očeta mama, ko sem bil v 7. razredu, in torej jaz nisem hodil, če sem že šel v cerkev, zato ker je bilo to del, ker je bil meni prebujen odnos do Boga in sem bil, recimo, duhovno zaznaven v svetišču za sveto, ne. Ampak sem šel, ker sem pač moral iti, in pol, ko je stara mama umrla, pač ni bilo treba iti, zakaj bi pa hodil, ne. In potem sem pa iskal, ne, iskal sem in vem, da sem stopil potem noter in sem tako rekel, Bog, če si, ne, potem naj začutim tvojo ljubezen, ne? Takrat se je prvič dogodil ta dotik, ne? Ki ni bil na nivoju racionalnosti, racionalnega uvida, ampak je bil racionalni uvid, potem najprej bilo izkustvo, ne? Duhovne spokojnosti, tako dobro mi je bilo zadihati, ne? In potem se je zgodba odvijala naprej, bogoiskateljstvo, predvsem izkustvo Boga, ne? Ampak ob tem se je pa dogodilo še nekaj, ne, kar sem ugotovil, kar mi je bilo zelo dobro. Namreč ta ljubezen te vrača k tebi samemu, hoče tvojo izvornost. Tako sem prej rekel, da mi je neskončno lep človek, ki se sprosti, ki preprosto je, ki ga zaznam kot otroka v njem samem. Ne. Tako me je ta ljubezen vračala k meni samemu, ne. Ker sem se naučil igrati vloge. Ne. Starši ti želijo samo dobro in ti pričakujejo, da boš ustrezal temu svetu, ne, in te vpeljajo v igro vlog. Ne. Ti moraš odigrati to, kar pričakujejo, da dobiš petko, da te pred starši pohvalijo, s tem te pa lahko, ne bom rekel, da je nujno, te pa lahko oddaljujejo od tebe samega, ne, in si predvsem igralec vlog, ne, za pohvalo, za priznanje, da ustrezaš, ne. Ta ljubezen pa me je vračala k meni samemu, me je prebujala k meni samemu, to je bil pa problem, ne, kajti delež mojega
torej, to, kar nosim v sebi, moja poklicanost je pa duhovna poklicanost, ne, je poklicanost v duhovno poslanstvo, ne, kar je bil pa hud problem, ne, predvsem za moje starše, ne, kako zdaj njim povedati, da bom šel v tej smeri. Ne. Koliko ste bili pa star, ko ste to odločili? V drugem letniku sem bil. Srednje? Ko sem napisal na listek, mi smo si starši puščali sporočila v kuhinji na listku in nekega dne, si lahko predstavljal, sem napisal na listek, jaz bom pa duhovnik. In sem pustil to v kuhinji. In zdaj, to je bilo grozno boleče za moje starše. Ja, seveda. Oče je takoj letel k župniku in ga nadrl. Župnik ni imel pojma, ker jaz nisem hodil k maši v domači župniji, ampak gor k kapucinom. In ko sem prišel domov, ze strani staršev je bila to globoka bolečina in globoko razočaranje. Ampak jaz pa nisem mogel, a bi zopet šel na staro, pa bi me dušilo, pa bi se verjetno zadev, bi bil takšno ali drugačno zasvojenost. Ni šlo, ne. Ampak pa je bilo to tabu tema do 4. letnika, ko sem končal srednjo šolo in sem odlašal z vpisom na glasbeno fakulteto, ne. Do zadnjega dne, ko sem pa zopet povedal, je bilo zelo težko, posebej za mojo mamo, ker torej mamina žlahta ni samo necerkvena, je proticrkvena, ne. In to je za mamo zelo huda bolečina, tudi za očeta veliko razočaranje. Ni bilo lahko, ampak ste sprejeli in to je zame dokaz brezpogojne ljubezni, ne. Da sta mi pustila moja pot, tudi če bi se zmotil, ne. Ker tebi življenje potem pokaže, a je to, ali ni to, ne. Ampak to je bilo zame to. Se je sicer lomilo, jaz imam duhovni poklic, nimam pa celibaterskega, ne. In to so bila obdobja. Lahko razloživa, kaj je razlika, kaj to pomeni? Ja, je razlika. Recimo, Cerkev od tistega, ki stopi na pot duhovnega poklica, recimo, zahteva neporočenost, zahteva celibat, zahteva, da se odrečeš torej ženski. Jaz pa ni povezano, to mislim, da sploh zelo redko, da je to povezano, zato tudi zelo rad povem, da bo morala cerkev premisliti, ali je to dopustno, ne? Ker če Bog ne povezuje duhovnega poklica s celibaterskim, in če piše v enem izmed uvodnih členov kanonskega prava, da nima nihče pravice uvajati običajev, ki so mimo naravnega božje pravnega reda, torej, ali ima kdorkoli pravico terjati od kogarkoli, ga zavezati, dati kot obvezujoče, če ima duhovni poklic, da bo tudi živel samsko življenje. Po moje logiki, pa tudi po kanonskem pravu, celo po kanonskem pravu, torej nima. Če pa že nekdo to terja, je to veliko vprašanje, ali ti pomagaš to energijo preustvariti v služenje. V služenju, oziroma da žariš na en poseben način, ker se to da. Meni to ni nihče v procesu pomagal, sem se pol matral in Bogu hvala, da sem zmogel to poosebiti. Ker mnoge to tudi izkrivi. Ja. Do ženske ne smeš, to ženske je prepovedano, pa se pa lahko zgodijo odprtost v neka nagnjenja, ki pa pač so lahko tudi zelo problematična, ne, recimo pedofilija. Ne bom rekel, da je to lahko te izkrivi. Ni nujno. Ni nujno, ampak a bi lahko rekla midva, če smeva na to področje, a bi lahko rekla, da je to glavni razlog za določene stvari, ki se dogajajo tekom zgodovine znotraj cerkve, da je celibat mogoče razlog za to, za ta izkrivljanja, kakor sva rekla. Sam večkrat rečem, da je lahko pred grehom posameznika greh institucije. Ne?
da greh je da nekdo gre v neko smer, ki je recimo nedopustna, te usmeri, ti odpre pot, lahko, recimo za določeno zahtevo, lahko institucija sama. Ampak recimo to je vprašanje ne samo za cerkev, to je vprašanje za vse institucije. Kaj terjajo za tisti, ki so v njihovi službi? Ne? Lahko, če vzamemo recimo policijo, policija te lahko usmeri proti lastnemu narodu, ki terja legitimne pravice. To ni. In sem prepričan, da v obdobje, v katero vstopamo, bojo morale institucije temeljno premisliti, ali služijo življenju, ali pa služijo nekim interesom, drugim interesom, interesom lastne moči.